Ptuj je edinstven po številu odkritih svetišč posvečenih bogu Mitri. Do danes je najdenih 5, po nekaterih domnevah pa naj bi nekdanja Petovjuna imela kar 7 mitrejev. Pretekli teden so bili priča obnovi 3. mitreja na Bregu. Najdba mitreja sicer datira v začetek preteklega stoletja. Kmalu zatem so se lastniki zemljišča odločili za prenos zemljišča na muzejsko društvo. Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož je skupaj z mestno občino Ptuj v letošnjem letu pristopil k prepotrebni obnovi. Dela so potekala nekaj mesecev, novo je ostrešje, nova je fasada. Poleg tega je bilo še opravljeno več manjših del od polic, robnikov in tako naprej. Tako da zdaj, če gre verjeti izvajalcu, bo nekaj desetletij mir, vsaj kar zadeva dela na 3. mitreju, na tem, kar je bilo sedaj opravljeno. Sicer pa je sama sanacija posledica uspeha na razpisu Ministrstva za kulturo, na katerega smo se prijavili. Ministrstvo za kulturo je krilo dobrih 14 tisoč evrov, 18 tisoč mestna občina Ptuj in delež tudi muzej. Tako da je skupna vrednost investicije znašala dobrih 34 tisoč evrov. S prenovo mitreja, ki se upada s 1950-letnico prve pisne omembe našega mesta, je zadovoljna tudi ptujska županja. Jaz to gledam kot žarek upanja za prihodnje leta naprej, ker to je vseeno en korak pri ohranjanju in odpiranju kulturne dediščine navzven. In res si želim, da je to zdaj tudi na neki simbolni ravni, pomeni, da se nam obetajo boljši časi tudi za arheološke najdbe in vse to, kar imamo skriti v depojih, da bo tudi to dobilo prostor v novi preobleki. Do novega razstavišča bi se po županjini besedah lahko prišlo s pomočjo tako imenovanega kulturnega tolarja. Potem, ko je v javnost že prišla informacija o razmislekih, ali za arheološko razstavišče bi bilo primerno obnoviti tudi preostanek dominikanskega samostana, smo sedaj neuradno izvedeli, da bi se najodgovorni nagibali celo k obnovi grajske žitnice, kjer bi lahko prezentirali ptujsko arheologijo. Celostno urejen grajski kompleks bi nedvomno še povečal številke obiskovalcev, ki so v letošnjem letu sledeče. Kar se tiče pa zbirk v Ptujskem gradu, vsaj po polletnem poročilu in po letnih mesecih kaže na to, da bo obisk boljši, kot je bil preteklo leto. Torej računamo, da bo takšnih, ki so si dejansko ogledali zbirke v Ptujskem gradu, kupili vstopnico krepko preko 50-60 tisoč. Da pa bi številke obiskovalcev še dvignili, v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož aktivno delajo tudi na promociji. Mislim, da se na tem področju že dela zdaj leto, dve zelo intenzivno. Omenil sem že prezentacijo postavitev 5. mitreja v hotelu Mitra. Tam je na ogled prav tako več vitrin s panoji. Poteka festival mitraizma, katerega idejni vodja in avtor je Mihajl Toš. Tako da načrtujemo še kar nekaj aktivnosti na tem področju, zlasti kar zadeva virtualizacijo, virtualni prikaz mitrejev, tudi Ptujskega gradu, kar gre ponovno zahvala predvsem Mihajlu Tošu. Tako da upamo, da se vsaj kar zadeva tisto, oziroma kaj na deklarativni ravni velja, da je Ptuj tudi eden od centrov mitreizma v svetovnem merilu, da se to v naslednjih letih tudi dejansko na nek način tudi udejanji oziroma preide v miselnost ne samo lokalnega okolja, ampak tudi širše.